Spoštovani, dobrodošli na okroglo mizo z naslovom Zgodba Lamije Hadži Bašar. Bom glas tistih, ki so brez glasu. Varstvo človekovih pravic, EU kot simbol človečnosti. Posebno veselje in čast nam je, da lahko iz prve roke slišimo o grozotah, ki jih danes po svetu preživlja vse premnogo ljudi. Večkrat je mednarodna skupnost že izrekla, da tovrstnih grozodejstev ne bo nikoli več dopustila. Priča podobnim dogodkom smo bili tudi sami ne tako dolgo nazaj v naši neposredni bližini, če se spomnimo samo genocida v Srebrenici. Leta 2005 je Organizacija združenih narodov brez glasu proti sprejela načelo odgovornosti zaščititi in se zavezala, da ne bo nikoli več dopuščala, da bi prebivalstvo bilo žrtev vojnih hudodelstev, hudodelstev zoper človečnost, genocidov in etničnega čiščenja. Na žalost lahko tudi danes ugotavljamo, da se to kljub vsem zavezam dogaja po celem svetu. Evropska unija je ena tistih organizacij, ki ima veliko sredstev, mehanizmov in takšnih in drugačnih možnosti, da prispeva k skupnemu boju za preprečevanje tovrstnih grozodejstev. In o tem bomo potem, ko bomo seveda slišali pretresljivo zgodbo današnje posebne gostje, spregovorili tudi v okviru tega omizja. Danes so v omizju z nami Lamija Hadži Bašar, ki je ena izmed dveh prejemnic nagrade Saharova za svobodo misli leta 2016. Nagrado je poleg nje prejela še Nadja Murad. Je pripadnica iraških jezidov, ene od verskih manjšin, ki jih pripadniki samooklicane islamske države sistematično pobijajo. Mnoge organizacije so te pokole že označile za genocid. Aprila 2016 je pobegnila iz suženjstva teroristov islamske države, decembra 2016 pa je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu prejela nagrado Saharova. Danes 19-letna Lamija živi v Nemčiji in se zavzema za pravice jezidske skupnosti in žrtev nasilja ISIS. Z nami je tudi poslanka Evropskega parlamenta, gospa Patricia Šulin, ki je članica politične skupine Evropske ljudske stranke, bivša višja davčna inšpektorica in poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije. Gospa Šulin je članica parlamentarnega odbora Evropskega parlamenta za proračun, nadomestna članica v parlamentarnem odboru za nadzor proračuna in nadomestna članica v parlamentarnem odboru za transport in turizem. Je članica delegacije za Latinsko Ameriko in članica delegacije za Albanijo. Na koncu in sigurno ne najmanj pomembna članica tega panela pa je Metka Naglič, direktorica za področje kampanj in komunikacij v Amnesty International Slovenija. Amnesty International Slovenija je sicer največja nevladna organizacija za človekove pravice v Sloveniji in je del Amnesty International, največje nevladne organizacije za človekove pravice na svetu, ki osvešča o človekovih pravicah in odločno nasprotuje njihovim kršitvam. Je ena tistih organizacij, ki se zagotovo poglobljeno ukvarja z grozotami, ki jim je bila priča tudi današnja posebna gostja. Zdaj pa k uvodni pozdravni besedi vabim vodjo pisarne, gospoda Klemna Žumra. Dober dan in lepo pozdravljeni v imenu informacijske pisarne Evropskega parlamenta, ki je pripravila ta dogodek. Zelo sem vesel, da ste danes tukaj z nami in da lahko pokažemo, kako konkretna so vprašanja, s katerimi se vsakodnevno ukvarja Evropski parlament. Spoštovana gostja, nagrajenka Saharova, Lamija Hadži Bašar, spoštovani gospod Mirza Dinaji, vodja človekoljubne organizacije Iraški zračni most, spoštovana evropska poslanka Patricia Šulin, spoštovani dr. Vasilka Sancin in Metka Naglič, spoštovani častni konzul Jordanije, gospod Samira Marin, spoštovana generalna direktorica Sabina Stadler, spoštovani predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, civilne družbe in vsi, ki ste danes tukaj z nami.
Evropska unija temelji na vrednotah, ki so skupne vsem prebivalcem. Evropski parlament pa je ključen akter v boju za demokracijo, za svobodo govora, za poštene volitve in pravice zatiranih. In to s konkretnim zakonodajnim in političnim delovanjem, tako znotraj kot tudi zunaj meja Evropske unije. Redno vsak četrtek na plenarnem zasedanju v Strasbourgu Evropski parlament obravnava vprašanja, ki se nanaša na konkretne situacije številnih ljudi po vsem svetu, na preprečevanje konfliktov, spodbujanje pravic žensk in otrok, zaščito manjšin vseh ostalih, ki so se znašli, živijo pod grožnjo kršitev svojih temeljnih človekovih pravic. Evropski parlament v ta namen sprejema tudi številne resolucije, s katerimi opozarja na razmere na konfliktnih območjih in odgovorne akterje poziva k sprejetju ukrepov za prenehanje kršitve. Tako se je odzval tudi, ko so skrajneži ISIS-a leta 2014 prevzeli nadzor nad velikimi območji Iraka in Sirije in začeli z ubijanjem kristjanov, jazidov in pripadnikov praktično vseh, ki so bili po svoji verski izpovedi drugačni od njih. Evropski parlament je zlasti opozoril na perečo situacijo žensk, ki so v tisočih postajale žrtve spolnega suženjstva in predmet trgovine z ljudmi. In to se dogaja tudi danes, ko mi tukaj sedimo v miru. Poslanci so se zavzeli za mednarodno preiskavo teh grozodejstev strani Mednarodnega kazenskega sodišča in se večkrat spomnili, da ima Evropa dolžnost zaščititi tiste, ki jih preganjajo, da ščiti pred genocidom, pred vojnimi zločini, zločini zoper človečnost, etničnim čiščenjem. Parlament skuša kar najhitreje odzivati se na kršitve človekovih pravic po svetu in dati glas najbolj prizadetim. In v tem kontekstu je eden od načinov tudi nagrada Saharova za svobodo misli, ki jo vsako leto podeli posameznikom ali organizacijam, ki se borijo za človekove pravice. S to nagrado Evropski parlament poskuša usmeriti pozornost in zagotoviti podporo zagovornikom človekovih pravic po vsem svetu. Konec lanskega leta je nagrado Saharova za svobodo misli, kot smo slišali, podelil Nadi Murad in Lami Hadži Bašar, ki sta pobegnili spolnega suženjstva islamske države in sta danes glasnici žensk, ki so preživele njeno načrtno spolno nasilje. Zelo sem vesel, da je ena od nagrajenk, Lami Hadži Bašar, danes tukaj zato, da z nami deli svojo zgodbo. Zahvaljujem se vsem, ki ste se nam pridružili in vam želim eno lepo razpravo, v kateri lahko postavite tudi vprašanja, pa tudi priložnost za razmislek vsem nam, kaj imamo in kaj lahko naredimo, da bodo tudi drugi imeli to, kar imamo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Džumar. Zdaj pa bi prosila gospod poslanko, če bi nam kratko predstavila samo nagrado Saharov, pa tudi njene aktivnosti v okviru Evropskega parlamenta, ki naj bi prispevali k varstvu človekovih pravic po svetu. Hvala lepa za vprašanje in tudi z moje strani lep dober dan. Mene še posebej veseli, da se je danes tukaj v tej dvorani zbralo tako lepo število mladih in da tako kot Evropska unija postanete tudi vi glasnik in projekt predvsem miru, seveda tudi proste trgovine ljudi, blaga in kapitala. Vendar najpomembnejše, za kar se je potrebno venomer zavzemati in kar ni samoumevno, je prav mir in človekove pravice. In tudi v ta namen smo danes tukaj. Me veseli tudi, da je Lamija pripotovala v Slovenijo, da lahko skupaj z nami deli te njene žal grde človeške izkušnje in nam bo pobliže predstavila kratenje človekovih pravic. Spoštovanje človekovih pravic je ena temeljnih vrednot Evropske unije. In je tudi vsaka kršitev teh pravic proti demokratičnim načelom, ne glede na to, kje se kršitev človekovih pravic zgodi, torej ali v državah tretjega sveta ali v osrčju Evropske unije. Evropski parlament se proti kršitvam človekovih pravic bojuje z
zakonodajnimi ukrepi, vključno z opazovanjem volitev, mesečnimi razpravami o kršenju človekovih pravic na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, kar je bilo že omenjeno, z veliko resolucijami, ki niso same sebe namen, ampak so nekakšen sklep, da tako države članice kot države tretjega sveta implementirajo smernice resolucij v svojo zakonodaje. Poleg tega človekove pravice Evropski parlament podpira z letno nagrado Saharov, ki jo podeljuje že vse od leta 1988 naprej. Nagrada Saharov se imenuje po ruskemu fiziku Andreju Dmitrijeviču Saharovu, borcu za človekove pravice. Leta 1975 je bil tudi sam prejemnik Nobelove nagrade za mir. Še na kratko bi želela opisati, kako se izbere dobitnik nagrade Saharov v Evropskem parlamentu. Torej, razpis za predložitev nominacije predlaga najmanj 40 evropskih poslancev ali pa ena od političnih skupin. Nato te prispele nominacije pregledajo na odboru za zunanje zadeve, odboru za razvoj in pododboru za človekove pravice. 3 finaliste pa se potem izbere na odboru za zunanje zadeve in na odboru za razvoj. Dobitnika, torej nagrade, pa izbere konferenca predsednika nekako v mesecu oktobru in potem koncem leta, praviloma na novembrski ali decembrski plenarni seji v Strasbourgu, se to nagrado Saharov tudi dobi. Tako da sva se z Lamijo srečali že v Evropskem parlamentu, sicer ne od blizu. Jaz sem bila torej iz svojega sedeža opazovalka prejema te nagrade, tako da še enkrat, Lamija, dobrodošla v Sloveniji. Hvala lepa. In zdaj mislim, da bi bil že čas, da k besedi povabimo osebo, zaradi katere smo se danes vsi tu zbrali, da z nami deli svojo zgodbo. In jaz bi prosila gospo Lamijo Hadži Bašar, da prevzame mikrofon. Jaz vam zahvaljujem, da ste se danes udeležili to srečanje. Jaz sem ena od tisočih žensk, ki jih je prijela ISIS, Daesh. Ko je Daesh, islamska država, ISIS, vstopil v Sinjar, v mesto. To je vas, ki je blizu mesta Sinjar. Tam sem doma. Avgusta so jih obkolili tam, kjer so gorata področje tega mesta, in tam so bile ženske, otroci. Mi, ki smo iz vasi Koča, smo bili obkoljeni 15 dni. Nas je napadel Daesh, islamska država. So hoteli, da bi spremenili našo vero, da bi pristopili v islamsko vero. V avgusta so nas peljali nekam drugam. So nas razdelili, moški so delili jih po strani in nas, ženske, so dali. Nam so vzeli vse metje, kar smo imeli s sabo, vse. Smo bili priče ubijanje moških, naših moških.
من القرية جابونا على منطقة اسمها سولاق. Iz vasi so nas peljali v en drugi kraj, Solak. أخذوا البنات من أمهاتهم. So razvojili punce od svojih mater in tudi otroci enako. لحد ما 28 سنة 29 سنة أخذونا على موصل أنا وأخواتي. Mene pa svoje sestre, pa moje sestre so nas peljali v Mosul in so nas peljali v eno dvorano, ki je bila polno punc. Oni so v tej dvorani so naredili kot en bazar za prodajanje teh punc, ki so bile. Nas so peljali potem v Sirijo, v mesto Raka. Tam so bile ženske, ki so malo mlajše od mene in starejše od mene enako. Moja zgodba je zelo dolga in ne moram vsega povedati, kar se mi je zgodilo. Mene so prodali 5krat in vsak dan so mene matrali in kaznovali. Enako so ravnali zločinsko z puncami, ki so bile malo mlajše od mene. Do danes je to še zmeri se dogaja, to, kar sem povedala. Ne morem vam razlagati na široko, kaj oni delajo z otroci našimi. Otroke so razvojili od svojih mater in so jih nekako naj bi rekrutirali, kako bi ravnali z njimi, kako bi z njimi se borili, da pobijajo tudi svoje domače. Tako se jih naučili, otroke svoje. يقتل أبو أمهم على أساس أبو أمهم كفار. بعد داعش كان يطبق شرعه. ما فهمت. داعش قبل شهر ونص بعد أطفال 2 من الإزديون وغير عقلهم. Enako Daesh, islamske države so začele spreminjati mišljenje otroke, ki so jih nekako dobili, mislim, so jih ta nevarnost bo nekako, kakor vem, bo za vse človeštvo, ne samo za skupnost Ezidije. Samo 5 žensk so bile osvobojene od 1000 žensk, ki so bile zajete. 15 let sem bil stara, ko so me dobili ta milica Daesh, islamska država. Mene so posilili in so me tudi grdo so delali z mano, so matrali. No, zelo grdo so ravnali z ženskami, zelo grdo. To vse, kar sem povedala, to sem jaz priča svojih oči, na svoje oči sem jih videla. Sem bila prisotna. Po 2 letih pa pol do zdaj se nadaljuje ta kriminal. In mislim, da vsak dan je hujš. Po teh dogodkih veliko od teh žensk in moških so naredili samomor zaradi tegobe, ki so veliko od njih so se nekako naredili samomor zaradi posilstva, zaradi prodaje svojih mater, svojih sester.
nekako sem bila priča enako, da je bila moja prijateljica, ki je bila z mano, je vstopila na mino in je umrla tako in še zdaj slišim njene krike, ko je umirala. In od takrat sem se dala nalogo, da bom to govorila v javnosti, svetovni javnosti. Radi bi od te moje misije, da bi vsi nekako vedeli po svetu, kaj so storili tele islamske države, kaj so storile v naših krajih. Hvala lepa še enkrat. Spoštovana gospa Lamija Hadži Bašar, ob zavedanju, da v premnogih situacijah po svetu včasih, nažalost, države niso sposobne na najvišjih političnih ravneh doseči dogovora za učinkovito ukrepanje, ki bi preprečilo to vrstno trpljenje, pa bi vas rada vprašala, kako vi z vidika žrtve vidite, kaj bi lahko na terenu posamezniki, ki so priče to vrstnemu ravnanju, pa morda tiste strukture v državi, ki še funkcionirajo, naredile za to, da bi vsaj malo zmanjšale trpljenje, če ga že ne morejo v celoti preprečiti. Kaj je tisto, kar vi ste doživljali v času, ko ste bila podvržena tem nepredstavljivim mukam in trpljenju, ste mislili, če bi vsaj tule lahko nekaj naredil, pa bi bilo moje trpljenje morda malo manjše. Kot žrtva tega pokola, kot žrtva tega kriminala, jaz apeliram na mednarodno skupnost, da zaščiti te manjšine, verske skupnosti, enako, da nam pomagate ljudem, ki so bili žrtve posilstva, وأيضا ker smatram, da bo čez nekaj časa bo prišla še ena skupina kot Daesh ali pa hujši, ki bo storila iste ali pa hujše stvari po svetu. Zato do zdaj okoli 3500 žensk in otrok so v služenstvu Daesha. Te otroci lahko, da bojo postanejo žrtve na vse, ker Daesh nekako jih vzgaja po svojih prepričanjih in jih šola, kakor da bi bili največji kriminalci, kaj največje zlo lahko naredijo vsem ljudem po svetu. Treba, da te otroke in te ženske, da jih osvobodijo od krempljev teh kriminalcev, ta islamska država, ki se imenuje Daesh. Hvala lepa. Morda bo še kakšno vprašanje kasneje iz publike. Zdaj pa bi prosila gospo Metko Naglič, če bi morda lahko ocenila, zdaj lahko bi rekli kar spremenjene razmere, po drugi svetovni vojni, namreč sta prav Evropa in ZDA vse od sprejema splošne deklaracije človekovih pravic leta 1948 veljali za glavna skrbnika varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin, vendar pa nam aktualna situacija kaže, da temu ni več in povsod tako. Kako vi z vidika nevladnega sektorja ocenjujete te spremembe, kako to vpliva na vaše aktivnosti, kako to vpliva na vaše kampanje
in kako se lahko borimo proti temu, da bi vsaj malo pripomogli k ciljem, za katere se zavzema tudi današnja posebna gostja. Hvala za vprašanje. Jaz bi se najprej lepo zahvalila gospi Lamiji, ker je delila z nami to zgodbo. Sploh si ne morem predstavljati, kako mora biti, podoživljati grozne zgodbe, ponavljati te izpovedi, se spominjati trpljenja, v katerem je trenutno še 3800 otrok in žensk v ujetništvu oborožene skupine, ki sama sebe imenuje Islamska država. Lepa hvala. Jaz mislim, da je pogum takih ljudi ta, ki predstavlja žarek upanja v sodobnem svetu, ki je resnično postal veliko temnejši prostor, veliko bolj nestabilen. Ker ko smo v situaciji, ko neke močne države, ki so bile nosilke ali pa ki so nekako bile garanti varovanja človekovih pravic, nazadujejo pri svojih zavezah, ki aktivno krčijo človekove pravice in jih kršijo, se bojimo učinka domin. In v taki situaciji smo danes, ko praktično fraza nikoli več, ki so jo ponavljali po drugi svetovni vojni in ki je zasejala to seme mednarodnega varstva človekovih pravic, je praktično brez pomena. In ko smo se navadili na vojna hudodelstva, mi smo se navadili situacije, v kakršni je pripovedovala gospa Lamija. Enostavno nas to očitno ne osupne več, ne prizadene nas več dovolj. Jaz bi v zvezi s tem, v zvezi z dvema skrbnikoma tega povojnega varstva človekovih pravic, opozorila na dve obletnici te dni. Ena je obletnica sprejetja dogovora med EU in Turčijo, prva obletnica, in druga je 6. obletnica spopadov v Siriji. S tem nočem reči, da so drugje razmere v redu, pa je naše letno poročilo, je 159 držav, ampak osredotočila se bom na te dve situaciji. Namreč, zaradi dogovora, ki jo je sprejela Evropska unija oziroma evropske države s Turčijo o vračanju beguncev v Turčijo, ob zmotni predpostavki, da je Turčija varna država za begunce, za prosilce za azil, za mednarodno zaščito, je na tisoče ljudi ujetih v groznih, v nevarnih razmerah na grških otokih. Med njimi so tudi jezidi, med njimi so tudi ženske in otroci, ki so pobegali pred islamsko državo. In na tak način ne moremo trditi drugače, kakor da so si evropske države skušale nekako kupiti odpustek od svojih mednarodnih obveznosti, ker namreč države imajo mednarodno obveznost varovanja človekovih pravic, torej tudi pravic beguncev. In po drugi strani, če pomislimo na Sirijo, 6. leto že mineva. Po podatkih posebnega odposlanca Združenih narodov je umrlo več kot 400 000 ljudi. Več kot 20% sirskega prebivalstva so begunci, polovica prebivalstva v državi potrebuje humanitarno pomoč. Varnostni svet se pa ne premakne. Varnostni svet je pa v bistvu tako kot v preteklih letih in kot v mnogih drugih situacijah, kjer bi moral učinkovito ukrepati zato, da zaščiti civiliste, ki v sodobnih konfliktih v bistvu najbolj trpijo, enostavno zablokiran. Zaradi tega, ko me vprašate, kakšna je situacija danes, jaz se sprašujem, kaj nas je pripeljalo do tega. Situacija danes je tako grozna zaradi let nedelovanja ali pa neučinkovitega delovanja, zatiskanja oči. Evropske države so si zatiskale ušesa pred našimi opozorili in pa seveda opozorili drugih organizacij o tem, da begunci, prosilci za azil, migranti utapljajo se v Sredozemskem morju. Mislim, absolutno osupljivo in šokantno in grozljivo je bilo, koliko ljudi je umiralo na pragu Evrope. Sredozemsko morje je postalo največje pokopališče, ampak vendar so se evropske države nekako po milimetrih stisnjenimi zobmi skoraj da odločale ukrepati glede tega. In tudi zdaj, kakor ukrepajo,
je velikokrat z najboljšimi nameni ne moreš drugače gledati na to, kot da je manj pomembna zaščita beguncev, ljudi, ki bežijo pred stvarmi, kot jih je naša ugledna gostja danes pripovedovala, da se jih zadrži zunaj Evrope in ne, da se jim pomaga. Zaradi tega imamo danes temen svet, zaradi tega imamo danes nestabilen svet, ker smo prišli v situacijo, ko so naše oblasti, ko smo mi dopustili, da so oblasti po svetu na nek način trgovale s pravicami, ne, ki so naredile, ki so postavile nerealno dilemo, kot da se je treba odločati med varnostjo, človekovimi pravicami in pa gospodarskim razvojem in na drugi strani zaščito človekovih pravic. Te dileme ni. Zaradi spoštovanja človekovih pravic smo vsi bolj varni. In zato mislim, da je na nas, ne, na nas samih. Ne. Nihče od nas ne more spremeniti celega sveta, vsak pa lahko spremeni svoj svet. In pogumni ljudje, kot je Lamia in številni drugi, bodisi aktivisti, ki se zavzemajo za žrtve in proti kršitvam, bodisi ti pogumni ljudje, ki ne samo, da pretrpijo sami grozote, ampak se potem tudi zastavijo svoj glas za spremembe, v tem je nek žarek upanja za nas v prihodnje. Ampak ne smemo oklevati in čim hitreje se moramo zbrati. Hvala lepa. Gospa Šulin, Evropski parlament že vse od leta 2011 intenzivno poziva Evropsko komisijo k učinkovitejšim ukrepom za implementacijo, za uveljavljanje v praksi načela odgovornosti zaščititi. Ali vas komisija sliši? Če dovolite, bi se navezala še na mojo predgovornico in ji moram kar v večini, kar je povedala, pritrditi. Evropska unija je začela prepozno reševati problematiko prihoda beguncev in migrantov na evropska tla. Zato so si takrat države članice vzele to domeno v svoje roke in začele situacijo reševati vsaka po svoje. Mogoče še poudarek na tem, da smo sedaj tudi z predlogom komisije v evropskem proračunu zagotovili preko skrbniškega sklada za Afriko 1,8 milijarde evrov za reševanje problematike v žariščnih državah. Tukaj je pomembno poudariti, da prihod beguncev in migrantov v Evropo brez tega, da rešujemo tudi konflikte v državah izvora vojn in vsega ostalega, tega problema ne bomo rešili. Pa tudi to, da je Evropska unija samo ena od deležnikov, ki je zavezana k reševanju te problematike. Tukaj imamo seveda tudi odgovornost Organizacije združenih narodov, nenazadnje za diplomatsko mizo se bosta morali usesti tudi Amerika in Rusija, da se bodo zadeve rešile po diplomatski poti, tako kot je potrebno in ne na račun vojn. Danes zjutraj sem prebrala, da je Sirija spet napadena, tako da se zadeve ne zaustavljajo. Če se pa odzovem na vaše zadnje vprašanje, ali nas komisija sliši, moram ugotoviti, da nas sliši, vendar ponovno poudarjam, nekoliko prepozno se je začelo vse to reševanje, kot tudi poudarek na tem, da Evropska unija sama tega vprašanja ne more rešiti brez ostalih deležnikov. Denimo Turčija, odnosno Erdogan, je iz Evropske unije že dvakrat dobil po 3 milijarde evrov za to, da je
v Turčiji zgradil nastavitvene centre in da lahko s tem denarjem pomaga beguncem in migrantov. Vendar lahko po drugi strani žalostjo ugotovimo, da Erdogan pravzaprav Evropsko unijo izsiljuje na ta način, da begunce in migrante izkorišča za to, da mu Evropska unija pošilja denar, seveda ga v enem delu porabi za namene, ki sem jih omenila, se pa bojim, da dobršen del denarja izgine za druge aktivnosti turške države. Jaz sem tudi članica odbora za proračun, kjer smo se na zadnjem plenarnem zasedanju pogovarjali o prednostnih nalogah proračuna Evropske unije za leto 2018 in moram povedati, da je bilo iz strani poslancev veliko zahtev, da se na strani postavk, ki zadevajo varnost, zagotovi več sredstev. Tudi za našo varnost, da se razumemo, ne samo za varnost ljudi v tretjih državah. Je pa tako, da so tudi na tej točki države članice v enem delu suverene, torej ne more biti samo iz Bruslja ta direktiva, kaj početi, ampak imajo tudi države članice znotraj svoje jurisdikcije jasna določila, torej dolžnosti in naloge, kako reševati to problematiko. Moram reči, da mene skrbi ravno to, da smo prišli iz diskurza o varovanju človekovih pravic v nek varnostni diskurs, da se sredstva namenjajo za povečevanje varnosti in seveda pod časih neko obrazložitvijo, da bo to prispevalo tudi k varstvu človekovih pravic, ampak nič hudega, če se na poti do tja številne človekove pravice kršijo. In mislim, da je to zelo nevaren trend in da se moramo zavedati, da kljub temu, da Evropska unija zagotovo ni sama in edina, ki lahko kaj spremeni, da tu potrebuje širša partnerstva, pa vendarle Evropska unija smo mi, tu in zdaj. In mi smo tisti, ki lahko prispevamo k temu, da spodbudimo odločevalce, da sprejmejo ukrepe, ki bodo naravnani k varovanju človekovih pravic. Namreč ni prvič, da se Evropa sooča s tako velikim številom beguncev. Tudi po drugi svetovni vojni je bilo veliko beguncev na evropskih tleh, a bili so drugačne barve, če želite, drugačne vere. In to je tisto, kar moramo si naliti čistega vina, je tisto, kar plaši današnjo Evropo in želi te ljudi ohraniti zunaj svojih meja. In mislim, da bomo morali zelo razmisliti in učinkovito nasloviti to problematiko tudi dogovora za Turčijo in proučiti, ali resnično ustreza vsem standardom, ki jih Evropa, kot rečeno, zagovarja že vse od druge svetovne vojne dalje, pa še pred tem za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in zaščite, ki smo jo deležni vsi mi, ker so naše države pogodbenice Evropske konvencije o človekovih pravicah. S temi mislimi, ki sem si jih dovolila izreči kot vodja tega panela, bi zdaj pozvala cenjeno publiko, če ima morda kdo kakšen komentar, vprašanje za katero od panelistk, morda tudi za našo posebno gostjo. Izvolite. Jaz sem književnik Vladimir Gajšek in nevladni diplomat, bivši Trenutek, imamo morda kakšen mikrofon? Aha, prihaja. Mene kot poznavalca sociale, filozofiji sociale zanima namreč vprašanje vojnih stanj. Mene kot filozofa sociale in sociologija zanima vprašanje vojnih stanj in revolucij. Kodarkoli so revolucije in vojna stanja, se dogajajo, bi rekel, tudi vojni zločini. Gospa Lamija Hadži Bašar, imate tudi predhodnico, imenuje se Džamila Bupaša.
To je bila v Maroku, v maroški revoluciji žrtev kolonialne politike, ko so tudi streljali in posiljevali. Moje vprašanje pa je človeško. Kako ste tole stisko, duševno, človeško, eksistencialno stisko presegli, da ste preživeli, da ste normalen človek, da imate svoje upanje in svoje nadaljevanje s to Saharovo nagrado Saharova, kako ste to osebno lahko z drugimi ljudmi presegli kot človek. Namreč človekove pravice so človeške, so osebne. Kako ste to uspeli? Imamo Frankla, psihiatra Dunajske šole, ki je preživel Auschwitz, so mu vse ubili. In on je tudi z logoterapijo pomagal ljudem, da so preživeli vse strahote, ki so bile tudi v drugi svetovni vojni. To me zanima, če lahko odgovorite osebno kot človek. طبعا كان صعب كثير من Seveda je bilo zelo težko, ما كنت أصدق أخلص يوم nisem mogla verjeti cel čas, da bom lahko zbežala, da bom lahko se in إنسان البريء in jaz kot žrtev nekako nisem mogla verjeti, da bom lahko ta svoj glas razlagala vsem po svetu, da me razumejo, da razumejo, kaj lahko Daesh ali taka skupina. Jaz, ko se spomnim, kar se je zgodilo otrokom, ženam in te grozote, ki je Daesh storil proti človečnosti, proti vsakemu človeku, ki se jim je uporil. Morda še kakšno vprašanje? Jaz bom kar takole, a lahko mogoče izvemo, kako je uspel pobegati? Mikrofon zaradi prevajanja. Zanima me, kako je uspel pobegati, pa po kolikem času. Vse mislim, da je že povedala koliko časa, ampak če lahko še enkrat, pa kako je res to uspel. 4 مرات انهزم 4-krat sem poskušala, štirikrat sem poskušala pobegniti in so poskušali mene prodajati. 5-tič mi je uspelo, da sem pobegnila. In tudi še eden je bil, ki je malo starejši od mene, 1-2 leti, in po noči smo uspeli pobegniti. Poskušali vedeti, kje je najbližje varno področje, da lahko pridemo tja. Dve prijateljice sta umrla vmes, ko sta stopile na mino. Uspelo mi je, da sem prišla do bolnice v Arbilu, v iraškem Kurdistanu. Od tam so me pripeljali v Nemčijo na zdravljenje.
Kot je bilo že uvodoma rečeno, gospa zdaj živi v Nemčiji in za njo in druge žrtve teh grozot skrbi organizacija Airbridge Irak, ki jo tudi predstavlja gospod, ki spremlja danes Lamijo. Tule sem videla, je bila še ena roka za vprašanje na tej strani. Izvolite. Katera vrsta pomoči je gospe Lamiji najbolj pomagala za to, da je prišla iz ujetništva IS in kaj ona osebno meni v bistvu, na katero pomoč bi se morala mednarodna skupnost usmeriti? طبعا ما حدا ساعدني أنا من قوتي خلصت كتير مرات انهزم وكان افوت ببيت المسلمين noben ni mi pomagal. يساعدوني بس ما حدا ساعدني Velikokrat sem zatekla v kakšne hiše, يبيعون على اهلهم بسعر غالي tudi so bili muslimanske vere in niso mi znali mi pomagati. ما حدا ساعدني أنا خلصت بقوتي Jaz sem sama si pomagala, da sem lahko izvlekla iz tega položaja, kjer sem bila. المناطق اللي حررت يعمروها ويسوون حماية دولية لا لازم يسوون حماية دولية Po osvoboditvi teh krajev, ki je bila pod okriljem Daeshem, upam, da bo tele področje, kjer mi živimo, da bo dobila mednarodna zaščita, te področje, te ozemlje, ki je že osvobojeno. Jasmina Riher, sem koordinatorka projekta ICORN, ko je mesto zatočišče za preganjanje pisateljev mednarodne mreže. Rada bi vprašala gospoda Mirza Dinaja, da bi malo povedal, slišal se je zelo zanimiv projekt, kar imate, pa me samo več besed zanima, ker ga še zdaj na panelu niste uspeli predstaviti. Ste razumeli? Maybe you translate. Shall I tell you? She's interested in activities. Mr. Mirza, since you haven't spoken yet at the panel and it seems you are dealing with an interesting project, I would just like to hear more, maybe all of us. If the time is allows. Thank you very much. Can I speak in English? Okay, thank you very much. So I am head of German-based organization Luftbrücke Iraq, Airbridge Iraq. Our organization is dealing with terror victims since about 10 years. We bring Iraqi children and terror victims to Germany to treat them. And 2015, I was local partner of the state Baden-Württemberg. We participated in resettlement project of 1,100 women and children who were in the captivity of ISIS. I was interviewing all the women and children. I interviewed 1,300 women and children. I was myself traumatized. We spoke just now about the trauma. And Lamia came, unfortunately, after the German project has been finished. Therefore, I brought Lamia as a normal patient that I am treating in Germany. And she came after 2 months of her treatment because I am myself from Yazidi community. We have cooperation with the European Parliament. We have some events and lobby working with the European Parliament, and Lamia wanted to join me in this project and she wanted to say, I would like to be the voice of all these women and children who were in the captivity. Nobody can explain our problem like me, and she wanted to come. And she came herself to the European Parliament, spoke to the S&D group, spoke to the EPP group, to different European groups and MEPs about all the atrocities and the problem that she had. I have still, as organization, this is a small organization, we have still our office in Iraq. We are dealing now especially with the children, especially child soldiers, to make some psychotherapy and social care of these victims who are living still in the camps after their captivity. This is what I am dealing with, and therefore I take care even of Lamia, as she is like my own daughter, and we have very good relationship together. Thanks. Thank you very much. Zdaj pa imamo še eno vprašanje z te strani.
Moje ime je Ana Ješe iz Filozofske fakultete. Vprašanje imam za gospod Lamijo in za evropsko parlamentarko. Zanima me, kakšno je vaše življenje v Nemčiji, čisto preprosto. Za gospod parlamentarko me pa zanima, ali to, kot ste že omenili v primeru Turčije, ali resno mislite, da samo pošiljanje denarja v Afriko bo rešilo tamkajšnje konflikte, oziroma ali lahko Evropska unija naredi kaj več, kot samo daje denar? Hvala. Moje življenje v Nemčiji je zelo urejeno in jaz se zahvaljujem nemško državo za to, kar so nam nudili. Okoli 1100 žensk in otrok se zdravijo v Nemčiji od teh žrtev. Sam, če sem odkrita, ne počutim se dobro, ker Daesh, ta islamska država, je še zmeri na naših tleh in grozodejstva se dela vsak dan. Gospa poslanka. Ja, hvala lepa. Kot sem že prej poudarila, samo pošiljanje denarja v Turčijo in tudi v druge afriške države, kjer divja vojna, torej kjer imamo ta žarišča, zaradi katerih potem begunci in migranti odidejo iz svojih domov, ne bo pomagalo. Ali bi Evropska unija lahko na tem področju naredila več, ste vprašala. Poudarila sem, da sama tega problema ne more rešiti. Zato se Evropska unija zelo povezuje tudi z Organizacijo združenih narodov, predvsem z tretjim odborom in generalno skupščine in tudi svetu za človekove pravice. V Evropskem parlamentu imamo tudi delegacije, tudi v državah tretjega sveta, tako da je zelo pomembno tudi to delovanje delegacije Evropske unije, predvsem v New Yorku in v Ženevi. Še enkrat pa poudarjam, Evropska unija sama tega ne more rešiti, predvsem zaradi tega, ker so tukaj seveda tudi politični dejavniki, tako Rusije v tem primeru, kot tudi Amerike, ki bosta tudi ta dva deležnika morala pristopiti zraven. Mogoče še zadnji stavek, dokler bodo divjale vojne po svetu, bodo ljudje seveda iskali zavetje. In Evropska unija je v tem trenutku tista, ki jim je najbližja, ker prehajajo preko Grčije, Turčije, potem tudi k nam, čemur smo bili priča, tudi po balkanski poti preko Slovenije, takrat v Nemčijo, kajti Angela Merkel je takrat preveč na široko odprla vrata. Evropska unija seveda ne more sama vsega rešiti in nihče tega ne pričakuje. Evropske države imajo pa ogromno manevrskega prostora še, da bi naredile več. Predvsem bi morale sprejeti več beguncev in migrantov, iskalcev, prosilcev za azil. Naj samo povem, da ima Libanon 4,5 milijona prebivalcev in so sprejeli več kot milijon sirskih beguncev. Tako da mislim od tega narediti vse, pa narediti absolutno več, ker je pa to najbogatejši politični blok na svetu, mislim, da je vendar treba si imeti v mislih. Hvala, zdaj bi dala najprej besedo veleposlanici Jamniškovi, ki je tudi kontaktna točka za odgovorno zaščititi v Sloveniji, potem pa tudi gospodu častnemu konzulu Aminu. Hvala lepa. Jaz bi se rada najprej zahvalila za sploh ta dogodek ozaveščanja o grozodejstvih in kako jih tudi preprečevati.
Imam vprašanje za gospoda Mirzo in gospod Lamijo o tem. Najprej se zahvaljujem, kako pomagate žrtvam in tako naprej. Kaj več bi lahko mi v evropskih državah, mi državljani in vlade tudi pomagale, da se pomaga in reši več ljudi, ki so žrtev teh grozodejstev, ki se dogajajo sedaj. Ne samo v vaši skupnosti, ampak nasploh, ker gre za milijone ljudi. Kako bi vi svetovali nam, kako ravnati? Thank you very much. I understand the question. What we can do on the European level to help the victims, even in the other countries, because we have also Boko Haram in Nigeria somehow. Well, for my opinion, especially about the situation in Iraq, we have still, as Lamia said, we have still about 3,500 women and children in the captivity of ISIS. Unfortunately, the international community, the alliance forces in Iraq, they didn't do any real mission, action, invasion to liberate these people. I think it was a biggest mistake to let ISIS grow until all these years. This is on the political level. But one of the important things, I think the Arab and Islamic countries, they have a big duty now because their religion is now under danger. ISIS is using, just like Lamia said, ISIS tell the children by brainwashing that they are doing the same that Prophet Muhammad, which is maybe not true, but they are trying to convince and to kidnap the Yazidi, the Islamic religion somehow. Well, this is one of the issues that the Arab, and unfortunately, no one of Arab countries did a real action against Daesh ideology, and this is much dangerous than normal to fight them military. Now, by the liberation process of Mosul and different areas in Syria, the liberation process is only a military invasion, but it is not a ideological invasion to treat the people. Maybe European Union and international community can invest in this issue in a diplomatic way to put the Arab countries under more pressure to change their some issue of racism and radicalism. This is dangerous even for Arab countries. If you know, all the Arab countries now under danger of such radical ideologies. This is what we can do for the victims. For my opinion, I am dealing with the victims for a long time, and we have unfortunately in Iraq no infrastructure for treatment of these victims. We try to convince some European countries to take more victims who have no more treatment, no more perspective in Iraq, to move them outside. And this could be a planned, organized migration process without to bring the normal people. One of the issues, maybe you also know about it, the people who are come as I was 25 years, before 23 years, I was also a refugee. I came to Germany. At that time, I had money to come to Germany. I am from a rich family. If I wouldn't reach Germany. So this is a bitter reality that only the rich people comes to Germany from the refugees, but the poor people who are really in need, they are still there. They are still in the camp, in the tent, in Jordan, in Syria, in Lebanon, in Turkey, in Iraq. So the European Union and USA, Canada, they should establish some new project to find who is really in need of a perspective of migration and bring them, or not as a refugees, in some project, ad hoc project, just like German project that we did. The German team came themselves to Iraq. They were interviewing 3 times the victims and see if they have the criteria. Then they talk them, not even in illegal. This is the way that maybe European Union, and you should invest maybe more for the peace process. Invest in supporting liberal activities in Arab countries, and try to solve the problem of these countries in their countries, not outside. This is my opinion, maybe.
Thank you very much. Morda, da samo povzamem za tiste, ki morda niste razumeli bistveno sporočilo glede težave, je v tem, da v arabskem svetu sami ne naslavljajo dovolj radikalizma in rasizma in tega verskega spopada, ki ga v bistvu ISIS izkorišča v svoj prid. In tu lahko Evropska unija učinkoviteje pri svojih arabskih partnerjih, državah spodbudi več aktivnosti, da se ustrezno naslovi to problematiko ekstremizmov. Na drugi strani pa je gospod izpostavil tudi možnost, da bi evropske države razmislile, da lahko izvedejo več ad hoc projektov, recimo projektov pomoči žrtvam posameznih, naprimer žrtev eksplozij in podobno, žrtev takšnega in drugačnega nasilja in te ljudi, te žrtve pripelje na zdravljenje v Evropo. Sam je omenil, da je imel srečo, da je prišel iz bogate družine, da je lahko že pred 23 leti prišel do Nemčije, ampak mnogi prebivalci držav, kjer se dogajajo grozodejstva, nimajo teh sredstev, nujno potrebujejo dodatno medicinsko ali pa psihološko oskrbo in tega jim tam ni možno zagotoviti, evropske države pa jim to lahko nudijo, če bi se uspele ustrezno organizirati in vzpostaviti za to primerne projekte. Naj spomnimo, zelo uspešen projekt Slovenije, ko je na rehabilitacijo v Slovenijo vozila otroke iz Gaze, ki so bili prizadeti v konfliktu v Gazi. Izvolite, gospod častni konzul. Meni je bilo čast, da sem bil vabljen danes tukaj. Jaz bom govoril najprej slovensko, bolj vavarsko, rahkelnem, ljudaj o Sloveniji, ali rahkelnem, Arabi, strahovče. Hvala lepa. Meni je resnično v veliko veselje, da je obisk gospa Lamija in gospod kolega, ki je zraven, da nam približa to situacijo, ki je doživljamo v arabskem svetu. To je en primer, tudi tisoči primerov, kaj se dogaja vsaki dan, ki so žrtve, ne bi rekel islamske države, ker islam tega ne uči. Ampak to so en barbarizem, ki je nastal v pomoču drugih, ki so uvažali te ljudi tudi od zunaj. To niso Arabci, ki delajo v Arabce, tudi drugi ljudi, ki prišli nam od zunaj, ki so nam to naredili. In tu smo žrtev, bi rekel, tudi drugih ljudi, mi vsi skupaj. V Jordaniji, jaz kot Jordanc, kot zastopnik Jordanije, istočasno, mi tudi imamo begunci, nas Jordancov samo 2 milijona. V Jordaniji imamo begunci 5 milijonov. In kolikor se bi dalo, mi poskušamo pomagati naši gosti. Koliko se je dalo, mi poskušamo pomagati. Delimo z njimi in vodo, in kruh, in hrana. Jordanija tudi ni taka bogata država, niti nafta, niti hrane, niti vode, ni nič. Poskušamo to vse pomagati in bomo mi tudi, bomo še vedno poskušali pomagati. Jaz apeliram tudi na Evropsko unijo, na tudi vsi naši predstavniki, tudi v teh raznih organizacijah, da bi imeli svoj vpliv, da bi ustavljamo ta teror, ki se nastaja tu, in da se nam pomagajo vsi skupaj, pogotovo te države, ali Jordanije, Libanon in tako naprej, ki mi ne izkoriščamo to za izsiljevanje, da bi dobili denar od drugih držav. Treba to ustavljati na način in pomagati, da bi te ljudi danes, jaz sem prepričan, da se tu Iračani in Sirijci, ki bo se tu ustavila vojna in teror in strah, to ljudi bi žel od smrta, ne zaradi kruha. Irak je to bogata država. Sirija, bogata država. Ljudi so pobegli od smrti, nič drugega. In ta najboljši primer, kaj vidimo pred te gospodične mlada, imamo mi otroke in vnuki tako stare kot one. Mi prav srce boli, ko vidim to in da se dogaja. Ampak jaz se bojim, da bo Evropa ni zaščitena proti tak novi terorizem, ki bo dogajalo v sami Evropi. Ne bom dal primere. In jaz bi upal in bi prosil, da bi poskušal vse skupaj tale mednarodni problem, ki obstaja, palestinski problem, ta palestinski problem, mednarodni problem, ne samo regijski, ker se, dokler Palestina se ne bo rešil, ta problem, ki se tam obstaja, ne bo miru. Garantiram, to je eden od največjih problemov, ki je dopeljal do tega. Pa zakaj Amerika ne igra svojo vlogo? Amerikanci bi lahko igrali vlogo. Kot Evropska unija, absolutno.
In jaz apeliram na nas vse skupaj, da dvignemo glas, da poskušamo to pomagati. Hvala lepa. Zdaj pa imamo čas še za kakšno zadnje vprašanje. Če ne, potem bi pa jaz se najlepše zahvalila vsem današnjim panelistom, posebej gospodični Lamiji, da je prišla in danes z nami delila svojo zgodbo in zgodbo vseh tistih, ki ne morejo danes tu spregovoriti. In nazadnje, res je, da imajo odgovornost zaščititi v prvi vrsti države, ki so se k temu zavezale leta 2005 in vse mednarodne organizacije, vključno z Evropsko unijo, ampak imamo jo tudi vsi mi posamezniki. Zato bi si želela, da se vsi zazremo vase in razmislimo, kako lahko morda z majhnimi koraki vseeno pripomoremo k temu, da se tovrstna grozodejstva ne bi več dogajala, če pa do tega pride, kako lahko olajšamo trpljenje vseh žrtev. Najlepša hvala za vašo pozornost.